Pozdravljeni. Po koncu sezone 2022 verjetno ostaja še zmeraj odprto vprašanje, zakaj pri Scuderii Ferrari so bili sposobni osvojiti toliko najboljših štartnih položajev in tako malo zmag. O tem bomo razmišljali danes. Marsikdo izmed nas je naletel na odgovore, ki so bili, bodimo iskreni, rahlo posplošeni in verjetno tudi pavšalni. Namreč zlivati vso krivdo na domnevno nesposobnost strategov je po mojem mnenju preveč enostavno, kajti v sezoni 2022 smo videli tudi napake na vozniški strani in ne smemo pozabiti na razne težave, kar se tiče zanesljivosti. Ampak je možno, da vsem tem težavam je skupen en in isti vzrok? Videli bomo v nadaljevanju, da tudi takšna teorija obstaja. In ukolikor vprašate mene, je tudi smiselna. A pojdimo lepo počasi po vrsti. Namreč najprej moramo ugotoviti, kako je lahko pri Scuderii Ferrari Charles Leclerc osvojil toliko najboljših štartnih položajev. Treba je tu najprej omeniti, da ena izmed lastnosti Charlesa Leclerca je prav ta, da je izjemno hiter v tistem enem samem kvalifikacijskem krogu. In tu bi lahko nekje ocenili, da samo Charles Leclerc odvzame kvalifikacijskemu času približno 1,5 do 2 desetinki. Zato menim, da ni pretirano reči, ukolikor je njegov moštveni kolega znotraj 2 desetink, je dobro opravil kvalifikacije. A Charles Leclerc zagotovo ni Michael Schumacher. Kajti Michael Schumacher je bil sposoben tudi med samo dirko nanizati na primer 20 zaporednih krogov, kjer je držal v bistvu kvalifikacijski ritem. In k temu se bomo vrnili kasneje. A dobro, sedaj smo ugotovili, zakaj je bil Charles Leclerc morda tolikokrat hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega. Ampak to še ne odgovori na vprašanje, zakaj je bil Ferrari tolikokrat najboljši na samih kvalifikacijah. In tudi tu obstaja teorija. Na začetku sezone 2022 smo lahko slišali iz ust mnogih poznavalcev, kako je Ferrari F1 pomišljaj 75 neke vrste favorit. A nihče pravzaprav ni razložil, zakaj. A kolikor se spomnite mojih predhodnih prispevkov, sem že tam po veliki nagradi Emilia Romagna začel zgodbo, da Ferrari iz počasnejših ovinkov ne pospešuje tako dobro kot nasprotniki. In seveda, zgodba je dobila marsikatero potrditev v naslednjih velikih nagradah. Ampak vseeno so pri Ferrariju imeli tako slab razvoj? Niti ne. Težava je nekje drugje. Namreč slabše pospeševanje je lahko vzrok neke pomanjkljivosti v pogonskem sklopu, kjer pa razvoj kot tak je bil že deloma zamrznjen. Namreč sam smatram, da težava pri pospeševanju iz počasnejših ovinkov pravzaprav izvira iz tistega električno-hibridnega dela, kjer so še imeli določene popravke, ampak morda je bila zadeva hujša, kot je na prvi pogled izgledala. A vseeno, tudi če se ima, recimo temu, nekoliko slabši pogonski sklop, se zadevo lahko omili. Kako? Z nastavitvami. In to lahko razložimo kot običajno s pomočjo makete. Zopet je z nami že tolikokrat videni Ferrari SF70H.
Kolikor pogonski sklop v bistvu nima dovolj moči, je potrebno vso tisto moč, ki je na razpolago, spraviti na asfalt. In kako se to doseže? S primerno temperaturo pnevmatik. Kar pomeni, da lahko z samimi nastavitvami dosežejo, da zadnji par pnevmatik pride dokaj hitro do tiste želene temperature. In seveda, takšna nastavitev na samih kvalifikacijah je idealna. Namreč imamo tisti en izhodni krog in nato hitri poizkus. In tudi zaradi tega je lahko bil Ferrari toliko hitrejši od konkurence na mnogih kvalifikacijah. A dobro vemo, da na dirkah svetovnega prvenstva velja pravilo Parc Fermé. Torej, nastavitve iz samih kvalifikacijah veljajo tudi na dirki za veliko nagrado. Kar pa v tem primeru ni tako idealno. Namreč pnevmatike, ki se hitro segrejejo in ohladijo, gredo skozi temperaturne cikle. Marsikdo izmed vas je sedaj že razumel, kam merim. Namreč množica takih ciklov pomeni degradacijo pnevmatik, kot vidimo na pričujočem grafu. Po določenem številu krogov, seveda te komponente same gume, ki sestavlja pnevmatiko, spremenijo kemične lastnosti in pnevmatika nima več oprijema. In seveda to je pričakovan pojav, ki se nekako vidi pri vseh ekipah Formule 1. Le da nekateri to občutijo prej, drugi kasneje. In če se s samimi nastavitvami nekako povzroča lepše ogrevanje pnevmatik, se lahko tudi degradacija pojavi prej. In o tem so govorili mnogi prav v vezi s skuderijo Ferrari. Torej, sedaj, ukolikor so imeli pri skuderiji Ferrari takšne težave, lahko tudi razumemo, zakaj so bili mnogi strategi dobesedno prisiljeni v določene napake. Ukolikor so pri Red Bullu naredili karkoli, v bistvu pri skuderiji Ferrari so imeli zvezane roke. Tisti del dirke pred postankom, ko so imeli pri skuderiji Ferrari praktično določen set pnevmatik in v bistvu ni dovolil nobene elastičnosti. Namreč tisto okno, kjer je bila nekako predvidena menjava, je bilo izjemno ozko, krog ali dva. Ritem je bil točno določen, ukolikor bi šli hitreje, bi se degradacija pojavila še bistveno prej. Zato pri samem Red Bullu so imeli v bistvu lahko delo. Res, lahko so žrtvovali same kvalifikacije, ampak kvalifikacije ne prinašajo točk. Po drugi strani, na nedeljski dirki, so lahko samo spravili skuderijo Ferrari na led. In videli smo, kolikokrat jim je to uspelo. Razumeti moram, niso bili nesposobni strategi. V bistvu niso imeli kakršne koli izbire. In to je nekaj, kar marsikdo ni pomislil. Sedaj se moramo vrniti k onemu, kar sem začel pred nekaj minutami. Tudi oba voznika, tako Carlos Sainz mlajši kot Charles Leclerc, sta napravila kar nekaj napak. Zakaj? Kajti, če pomislimo, da je imel Ferrari F1 pomišljaj 75 rahle težave, sta bila lahko tudi voznika prisiljena voziti dobesedno na polno v kvalifikacijskem ritmu. In sedaj se vračamo k razliki med Charlesom Leclercem in Michaelom Schumacherjem. Seveda, Charles Leclerc je enkraten v tistem enem samem kvalifikacijskem krogu, ampak ukolikor mora napraviti serijo takšnih krogov, naredi tudi kakšno napako. In podobno Carlos Sainz mlajši, čeprav smo pri njemu videli tudi marsikatero tehnično okvaro, ki pa je morda zopet posledica tega, da so pri skuderiji Ferrari
vozili na bistveno višjih režimih, kot naprimer Red Bull. Zakaj? Ker so nekako skušali nadomestiti tisto, kar so izgubljali na izhodu počasnega ovinka. In seveda višji režim, višja obraba in seveda tehnične napake ter več menjav elementov pogonskega sklopa. Da je prišlo do več menjav pri skuderiji Ferrari, nam povedo seveda uradni dokumenti. A vidimo lahko, da pravzaprav iz neke hibe, ki je morda na električno-hibridnem delu pogonskega sklopa, lahko razložimo vse težave, ki so jih imeli pri skuderiji Ferrari. In tudi dejstvo, zakaj so bili toliko hitrejši na samih kvalifikacijah. Seveda, gre za teorijo, gre za neko razmišljanje, kjer pa nimam nekih uradnih dokumentov, ki bi to potrjevala. A meni se zadeve zdijo logične, bolj kot tiste pavšalne trditve, da nekateri enostavno ne znajo. A verjamem, kdo izmed vas se s tem tudi ne bo strinjal. In tako je tudi prav. Za danes je pa to seveda vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.